Trikotnik je lik s 3 stranicami in 3 koti. Zdaj pa trikotnik je v bistvu zelo posebno geometrijski lik. Namreč lahko bi rekli, da je neka baza, neka osnova za vse ostale like. Zakaj? Ja, recimo, če pogledamo, imamo en večkotnik, a ne. Zanima nas recimo, koliko je njegova ploščina. Po vseh kotih bi povezali z diagonalami in če dobro pogledate, dobimo same trikotnike. Se pravi, ta lik lahko v bistvu sestavimo iz samih trikotnikov. Vsak večkotnik lahko sestavimo iz trikotnikov in zato je trikotnik tudi najbolj geometrijsko pomemben, ne. Če imamo jaz bi rajši, da bi to bil kvadrat, a ne. Kvadrat je tako preprost, vse ima lepo, vse stranice, ampak to ne gre, na žalost ne gre. Trikotnik je pa tisti, ki v bistvu z njim lahko razrežemo vsak drug lik, a ne. In če poznamo dobro trikotnik, potem tudi tisti drug lik ne bo problema, ker če vse zračunamo v trikotniku, ne, saj dojamete bistvo, ne. No, in zdaj trikotnik ima pa zelo veliko formul, no, da lahko računamo in najprej bi si pogledali tiste, kar do zdaj že poznamo, a ne. Potem bomo pa dodali še 3 formule, ki pa res potem delujejo v vsakem trikotniku in ste opremljeni za kakršnokoli geometrijsko nalogo, ki jo lahko dobimo, a ne. No, jaz sem tule kar pripravila že nekaj stvari o trikotniku, in sicer najbolj nekako tak okolju prijazen trikotnik je enakostranični, ne. Vse stranice morajo biti enako dolge in posledično so tudi vsi koti enako veliki, a ne. To bi ga takole narisali. Vse stranice bi označili z A, zato ker so vse enake. In tudi vsi koti so lahko kar alfa, se pravi alfa, in kot alfa je tukaj 60 stopinj. Tudi višina njegova je zelo posebna, in sicer višina je povsod enaka. Točno razpolovi trikotnik in zato se jo izračuna višina na A je A krat koren 3/. To bi dobili s Pitagorovim izrekom, ampak mi tega ne bomo izpeljevali, ne. Obseg je preprosto 3a, ploščina je pa v bistvu višina na A, kar vemo, da je A krat koren 3/, krat stranica A polovic in pride ploščina enakostraničnega trikotnika A na kvadrat krat koren 3/4. Se pravi, enakostranični trikotnik ima tele posebne formule in je na splošno zelo poseben. Gremo naprej. Enakokraki trikotnik. 2 stranici sta enako dolgi, te imenujemo kraka, in C je osnovnica, ne. To bi pa bilo tako, da recimo, če bi skicirali, sta 2 enako dolgi pa osnovnica. Te, ki sta enako dolgi, lahko označimo z A, C pa osnovnico, ne, ker imamo A, B, C in nasproti oglišče C je zdaj drugačna stranica. Tudi tale 2 kota ob osnovnici sta enaka, ta pa pač kolikor pride, ga ima, a ne. Višina na C točno razpolavlja ta del trikotnika. Kaj bi še bilo pomembno? Ja, tole sta kraka. Kraka. Zdaj pa višino na C lahko dobimo, zato ker pade točno pravokotno v trikotniku navzdol s Pitagorovim izrekom. Tule, ne, je C polovic, tale delček tule C polovic. A ne, in tole je pač višino na C dobimo s Pitagorovim izrekom, obseg imamo 2a in en C. Ploščina je pa v bistvu višina na C krat C polovic, kar je pravzaprav za vsak poljuben trikotnik tudi tako. No, tole si lahko jaz zdaj zbrišem, pa gremo naprej na naslednjega. Naslednji, ki je poseben, je pa poseben zaradi svojega kota. En kot mora imeti 90 stopinj. Zdaj, pri pravokotnem trikotniku smo se nekako kar nekaj časa zadržali, a ne. In
rekli smo, vse formule nam bodo štimale, če bo pravi kot pri oglišču C. Vsi Pitagorovi izreki in vse to, ne, se pravi tule je C, dajmo tukajle alfa, beta, B pa A. Se pravi, za pravokotni trikotnik bi rekli, da en kot mora biti 90, obseg, ne moramo nič pomagati, A plus B plus C, ker je pač raznostraničen. Ploščina je pa poleg tega, da lahko C krat višina na C, zračunamo tudi samo s stranicami. Imamo A in B in to bi lahko nadaljevali v pravokotnik. Se pravi, ploščina tegale polovice pravokotnika je A krat B polovic. V pravokotnem trikotniku si zapomnite, da veljajo tudi kotne funkcije. To pomeni recimo sinus kota alfa je nasprotna kateta s hipotenuzo. Kosinus kota alfa je priležna s hipotenuzo. Tangens kota alfa je nasprotna s priležno, ne? Streha nad hišo, klet pod hišo, terasa nad parkiriščem ali nekaj takega smo rekli, ne? Se pravi, kotne funkcije tu veljajo, potem velja višinski izrek. Če se spomnite, višina nad C na kvadrat je isto kot A1 krat B1, če ne pa si nazaj pogledajte, Evklidov izrek, se pravi A na kvadrat je C krat A1, B na kvadrat je C krat B1, A1 pa B1 sta v bistvu pravokotni projekciji, ki jih dobimo, če narišemo tukaj višino na C, ne. Tale del bi bila B1, tale del pa A1. Tako. To je pravokotni trikotnik. In to so vse posebnosti. Se pravi, kadar imamo tak lep trikotnik, se pravi enakostranični, enakokraki ali pa pravokotni, a ne, potem lahko uporabljamo te posebne formule. Medtem ko pa v bistvu mi želimo biti samostojni. Ne želimo si, da bi nas omejevale stranice, koti in vse to za formule in računanje. Da lahko pač res vse zračunamo. Temu pa rečemo poljubni. Vse 3 stranice so različno dolge in poljubni je lahko tudi pravokotni, a ne. Se pravi, tudi v pravokotnem veljajo vse te formule, a ne. No, za poljubnega je pa tako. Obseg poljubnega še skiciram. Ne, pač je, kar je. To je zdaj topokotni, ampak res je čisto popolnoma vseeno, kako ga narišemo, ker je poljubni. In se nam je priljubil. Tako, ok, gama. In zdaj, ker so vse stranice različno dolge, potem je obseg A plus B plus C. Ploščino izpeljemo tako, da narišemo še višino na C, malo preobračamo, dobimo pravokotnik in moramo deliti kako se že reče, z 2, v bistvu dobimo paralelogram, ne, tako obrnemo še en trikotnik gor, paralelogram. Pa izpeljava v bistvu niti ni tako važna, tole so formule, višina na C krat C, ali pa C krat višina na C, višina na A krat A polovic, višina na B krat B polovic. Ker poznamo pač že kotne funkcije, lahko rečemo tudi višino na C izrazimo v bistvu z tole ne gre po vrsti sicer, ampak višino na C bi izrazili z sinusom, se pravi, če imamo 2 stranici pa kot med njima, lahko tudi izračunamo ploščino. Pa zavedati se moramo, da je vsota notranjih kotov enaka 180 stopinj. Vemo pa tudi, da je vsota zunanjih kotov enaka 360 stopinj. Tole je bilo zdaj na kratko vse, kar se nekako prinese iz osnovne šole, nekaj smo že sami naredili. Se pravi, v trikotniku, ki je zelo pomemben, a ne, imamo kar veliko formul. No, mi bi si želeli poljubni trikotnik še malo bolj podrobno spoznati in sicer želeli bi dodati še 3 formule, ne. Se pravi, tu zraven pri poljubnem trikotniku bomo dodali še 3 stvari, ki vam bojo prišle prav. In sicer, prva stvar bo, kako izračunamo ploščino z vsemi stranicami, se pravi A, B pa C. In druga stvar, in tudi tretja, ne, bo, želeli bi si, da
lahko delamo tudi več stvari z koti in stranicami skupaj. Tako recimo kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. In to nam pa omogočata v trikotniku sinusni pa kosinusni izrek. Se pravi, zdaj mi smo tole na hitrico vzeli vse formule za trikotnik, razen za poljubni trikotnik bomo vzeli še 3 in si jih bomo bolj podrobno pogledali. In sicer ploščina, kadar imamo podane vse 3 stranice, sinusni in kosinusni izrek. Zdaj bomo pa najprej povadili tole, kar smo zdaj napisali, potem pa še te 3 spoznali. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!